Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes imamo zelo zanimivega sogovornika, zelo aktivnega investitorja. Mislim, da ga vsi poznate in malce bomo secirali njegov naložbeni portfelj. Gre za enega najbogatejših Slovencev. Več pa v nadaljevanju. Preden gremo na epizodo, bi vas pa rada povabila na MoneyHow Live. In sicer pripravljamo davčno epizodo 12. novembra ob 5. na YouTubu, kjer bomo imeli malce davčnega ogrevanja pred oddajo napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala. To ste želeli, na Discordu postavljate ogromno vprašanj. V opisu epizode bom dodala tudi povezavo do obrazca, kamor lahko vpišete svoje vprašanja. Ja, tudi odgovorili bomo na vprašanje, kako je z obdavčitvijo obresti na neinvestirana sredstva, ki jih ponujajo nekatere neobanke. Tako da želim vam prijetno poslušanje epizode in sporočite nam tudi svoje mnenje. O slišanjem. Spoštovani gospod Boscarol, dobrodošli na MoneyHow. Hvala za povabilo. Glede na to, da je cilj podcasta MoneyHow finančno pismenovanje, bi se z vami danes rada pogovarjala kot z aktivnim investitorjem. Imate zelo razprašeno košarico naložb in moram iskreno vam priznati, da sem potrebovala kar nekaj časa, da sem preštudirala vse te vaše naložbe. Razdelila sem jih pa v 4 naložbene stebre. Investiranje na borzo. O tem niste veliko govorili, pa me prav zanima, kakšna je vaša strategija tukaj. Investiranje v nepremičnine. Včeraj ste predstavljali časovnico za projekt Galaksija, ki naj bi Ljubljani prinesla 1000 cenovno ugodnih stanovanj in pa Odiseja. Potem 3. steber so neposredne kapitalske naložbe v podjetja. To je zelo zanimiv segment. In pa 4. steber, o tem pa ne vem sploh, če ste kdaj govorili, posojila gospodarstvu. Ja, mi imamo to 3 stebre, tako interno, je nekaj od tega, kar ste rekla, združeno. Namreč, ko sem jaz vedel, da bom večinski delež podjetja prodal, sem ustanovil družbo za upravljanje premoženja in ker sem 45 let zelo trdo garal, nisem hotel dati vseh jajc v eno košaro in sem rekel, bom razpršil tveganja in bom približno na tretjino razdelil tudi vrednost svojega premoženja, približno tretjino nepremičnine, tretjino vlaganja v družbe in približno tretjino v finančne naložbe. V finančnih naložbah imamo mi, bom rekel, v enem stebru vse, od delnic do tega privatnega bančništva, če lahko tako rečem, posojanja denarja, in še kakšne druge finančne naložbe. A lahko samo še enkrat skočiva nazaj v Pipistrel. Aprila 2022 ste zaključili prodajo in dobili ste kupnino v višini 218 milijonov evrov, vendar dogovor je bil, da 2 leti ostanete manjšinski okrog 10% družbenik in podjetju svetujete pri strategiji načrtovanja produktov. Zdaj, ta čas se je vsaj na papirju iztekel. Ste zdaj dokončno izstopili iz Pipistrela? Ja, dobro, o višini kupnine ne bom komentiral, ker je to pač bila javno objavljena in naj to ostane objava za medije. Drugo je pa to, ostal sem še manjšinski delež za 2 leti in sem letos aprila meseca tudi to prodal. Tako da sem v bistvu sedaj samo še ostajam pač kot ustanovitelj in pa zaslužni predsednik na Pipistrelu. Tudi sem prekinil z delovnim razmerjem in sedaj sem zaposlen na družbi Boscarol d.o.o. Do aprila sem bil pa še vedno na Pipistrelu. Ja, zdaj, ko ste povedal, da ko ste prodal podjetje, prijeli to bogato kupnino, ste v bistvu razmišljali tako, kot so naše babice in detki, da je treba razpršiti premoženje. A lahko mogoče, zdaj sem se z veliko podjetniki pogovarjala, tudi milijonarji,
pa se mi zdi, da njihov odnos do njihovega podjetja je tak zelo skrben, čuvajo svoje podjetje, se obnašajo tudi kot do otroka. Kako ste pa vi to nekako sprejeli, to odločitev, da prodate podjetje, ki ste ga gradili dolga leta? Še bolj kot moji kolegi sem se obnašal točno tako, kot ste rekla, zelo odgovorno do svojega otroka. Ko smo mi naredili 3. mejnik v zgodovini letalstva in certificirali brezemisijsko električno letalo za prevoz potnikov, smo vedeli, da s tem odpiramo Pandorino skrinjico in da bodo vsi tisti, ki so čakali in ki niso verjeli, da bo kdajkoli lahko električni pogon enakovreden bencinskemu oziroma batnemu motorju ali pa reaktivnemu motorju. In ker je pač Siemens propadel oziroma tale družba, ki so jo imeli za razvoj električnega motorja, jim ni uspelo, so jo zaprli in potem tudi Airbusu ni uspelo certificirati letala na elektriko za trening oziroma za šolanje. Niso verjeli, da je to več možno in ko smo mi to pač dokazali, oboje smo certificirali pogon in baterije ter letalo, pol smo odprli to Pandorino skrinjico in smo vedeli, da bojo vsi avtomobilisti, ki sanjajo o letalskih taksih in tako naprej in brezemisijsko medcelinsko letalstvo in tako naprej, smo vedeli, da z našimi možnostmi ne bomo mogli konkurirati celemu svetu. In zato sem se zelo odgovorno obnašal do svojega otroka in sem ga zelo dobro poročil. Nisem ga prodal, ampak sem ga poročil na najboljši možni način, da gre čisto vse naprej. Vsi moji zaposleni ohranijo tudi vodilna delovna mesta, vsa razvoj ostaja v Sloveniji, proizvodnja tukaj, blagovna znamka, vlaganje v razvoj, vse, kar smo se dogovorili, tudi novi ženin se tega drži. In zdaj jaz sem Pipistrel zapustil z 230 ljudmi, zdaj je že več kot 500. Tako da res mislim, da sem seveda Textron ima najdaljšo zgodovino tudi v letalstvu. Cessna je pač postavila prvi mejnik že leta 1927, ko je certificirala letalo na batni pogon. Torej je, bom rekel, Textron najboljša možna varianta, s katero sem lahko podjetje pač poročil in dejansko gre zdaj zadeva tudi naprej. Joj, super. Zdaj, ko govorite o teh porokah, moram priznati, da sem se zadnjič ogledala statistiko tudi o ločitvah. Tako da ločitve so del realnosti, ampak ne bova zdaj o tem. Glejte, jaz mislim, da vsaj tako, kot se je zdaj pokazalo v teh 2 letih, moram reči, da ni ene stvari, ki bi jo lahko, bom rekel, Textronu očital, še več zaposlujejo, kot so obljubljali, več investirajo, končali so 2 objekta, za katere jaz nisem imel denarja, tako da moram reči, da sem zelo zadovoljen tudi kot zaslužni predsednik, ki se še vedno z enim očesom bedim na tem, kaj se dogaja. Moram reči, da sem zelo zadovoljen. No, super. Zdaj pa skočva na vaše aktivno investiranje. Zdaj, pogovarjala sem se res s številnimi upravljalci skladov zasebnega, tveganega kapitala in zdaj oni upravijo mogoče 1 do 2 transakcij na leto. Vi imate pa kar imate kar razgibano, precej intenzivno naložbeno obdobje. Pa dajva skočiti najprej na to borzno trgovanje, ker bi bila to ena konec koncev vaših prvih aktivnosti, vaše pisarne leta 2022 se je začel nekako to borzno trgovanje. Pa mogoče, če lahko poveste, rekel ste, da predstavlja 1/3 celotnega vašega premoženja te finančne naložbe. Lahko mogoče ste bolj konkretni, ne vem, v katere konkretno delnice, ETF-e, obveznice mogoče investirate? Ne, mi ne investiramo v ETF-e, ne investiramo v sklade, ne investiramo bom rekel, te tradicionalne načine, investiramo pa veliko v delnice, trgujemo sami. Mislim, da v tem trenutku imamo v portfelju nekih 85 delnic različnih.
in moram reči, da ne glede na turbulentna leta, imamo zelo dobre donose, blizu 20% v prvih letih letno. Tako da imamo srečno roko oziroma dobro poslujemo na tem področju. Drugače pa, kar se tiče teh drugih naložb, kratkoročna posojila podjetjem, ki potrebujejo denar za premostitvene kredite ali pa ne vem, za DDV čakajo ali karkoli. To se ne ukvarjamo direktno, ampak imamo nekaj partnerjev. Ena je privatna kreditna agencija PKA, druga so Interfinance, pa še par drugih družb, ki to delajo tudi te skrbne preglede in to namesto nas. Posojamo pa nekaj tudi direktno za družbe, ki jih pač poznamo. Tako da, je to, bom rekel, en del našega poslovanja družbe, ki je zelo zanimiv in tudi pač v okviru donosov, ki jih pač pričakujemo. Ker jaz, če ne pričakujem donosa, potem dam donacijo, če pa, bom rekel, investiram, pol pa pričakujem tudi en konkreten donos in tukaj imamo dobre donose. Zdaj bojo poslušalci Moneyhow zelo jezni, če vas ne vprašam. 85 delnic imate v portfelju. Katere delnice? Poleg tega me pa tudi zanima, rekli ste, da imate, kdo upravlja s tem premoženjem, kdo se odloča, v katere delnice boste investirali. Imate kakšno ekipo svetovalcev oziroma nekih upravljalcev? To imamo vse v hiši, dva sva, ki se sem ukvarjala, moj nečak Peter Boskarol pa jaz, to se pravi, dva upravljava portfelji. Ne bi pa rad kogarkoli, bom rekel, niti zavedel, ker če bo jutra se situacija spremenila ali pa se ne bo, ne bi rad razkril našega portfolija. Moram pa reči, da imamo tudi tukaj zelo razpršeno tveganje. Imamo delnice od slovenskih do evropskih, do kitajskih, do ameriških. Imamo delnice tehnoloških podjetij, imamo delnice mobilnosti, tudi, bom rekel, elektromobilnosti, imamo delnice iz medicinskega in farmacevtskega področja, imamo tudi delnice s kripto področja. Mi s kriptom ne trgujemo, razen z delnicami. Imamo delnice tudi recimo iz zabavne industrije, zlasti ameriške, pretakanje vsebin raznoraznih, tam so donosi zelo dobri. Skratka, razpršujemo tveganje, kar se da povsod. Zdaj ste zelo veliko povedal, veliko zanimivih stvari imate očitno v portfelju. Zdaj tudi sam donos, rekel ste, da pač ciljate na lepo donosnost, zdaj imate 20% donosnost. Kdaj ste začeli z investiranjem se ukvarjati? Zdaj, kakor sem jaz gledala na vaši spletni strani, pisali leta 2022. Ali ste že prej? Prej nisem nikdar denarja imel, prej sem bil vedno, bom rekel, gost bank, ne? Zdaj so drugi pri meni, tako da zdaj smo mi banka, če lahko malo navednice to rečem. Nisem imel nobenih izkušenj s trgovanjem in sem se tega učil tako kot vsake druge stvari. Na začetku seveda sem se učil bolj po metodi lastne kože in sem zelo hitro kakšne delnice prodal. Ampak jaz se rad učim vsega in tudi to sem se naučil. Peter ima tudi to žilico in zaenkrat nama gre dobro, moram reči. Ja, se so tudi kar dobri časi, ne? Sem še to vas moramo vprašati, ker me je to tudi zanimivo. A ste aktiven investitor, a ste bolj pasiven, se pravi, kupite pa držite oziroma razmišljate na tak način ali zelo aktivno trgujete, kupujete, prodajate? Na določenih delnicah smo zelo pasivni in jih imamo mogoče že od začetka.
posebno tam, kjer vidimo, ker tudi pri delnicah smo vzeli nekaj takih bolj tradicionalnih, ki imajo mogoče malo manjše letne donose, ampak jih imajo bolj ali pa manj rizične. Tiste, ki so pa seveda bolj rizične, tam smo pa bolj aktivni in tudi bolj pogosto kupujemo pa prodajamo. A preko katerega brokerja pa trgujete? Različno. Imate več brokerjev? Ja. Aha. Zdaj ste omenjali tudi kripto, se pravi, investirate v podjetja, ki so povezana s kriptopanogo, ali kako investirate v kripto, če lahko mogoče malo pojasnite? Investiramo v delnice menjalnic. Aha, okay. In v delnice tistih, ki rudarijo. A vam je kripto nasplošno zanimiv? Zakaj niste recimo direktno v kripto zgodbi, recimo kakšen Bitcoin, Ether? Ker je to področje, ki ga ne poznam dovolj dobro, da bi se počutil sigurnega, in zaradi tega grem tukaj malo bolj na varno stran. Okay. Še to vas moramo vprašati, ker danes zjutraj pred službo sem dobila eno vprašanje na našem Discordu glede trgovanja. Kje se naučiti trgovanja oziroma kje dobiti mentorja? To ste se vi vse sami učili, ste samouk. Ja, seveda, spremljal sem, bral sem komentarje tudi, seveda, ampak na koncu sem ugotovil, da vsi tisti, ki so zelo pametni, kar se delnic tiče, in vsi tisti, ki imajo neke logike, kdaj kupiti, kdaj prodati in tako naprej, so imeli večje napake v trgovanju, kot smo jih imeli mi. Tako da dejansko ne poslušamo več nobenega, ampak gremo v svojo smer. Še to vas moram vprašati. Zdaj ste omenjali, da ne investirate v ETF-e. ETF je razpršena košarica, na začetku ste povedali, da imate razpršeno premoženje, da hočete imeti razpršeno. Zakaj recimo ETF-i niso za vas zanimivi? Zaradi tega, ker hočem jaz to nadzirati, koliko je razpršeno, ne pa nekdo drugi na račun mene. Okay. Se pravi, zdaj, če gledava vašo košarico, teh 85 delnic, kako je potem zdaj sestavljena? A ste bolj izpostavljeni v IT sektorju? Kako ste uravnavali to? Se vam pravim, zelo, zelo različno. Tudi IT sektor imamo tako, kot sem prej omenil, od tehnoloških delnic do medicine, farmacije, mobilnosti, zabavne industrije, vse živo imamo. Tako da najboljše poskusamo v košarico dati nekaj bolj tradicionalnih, takih bolj, bom rekel, počasi, ampak bolj sigurno rastočih, nekaj pa bolj takih, ki so malo bolj rizične in tiste bolj spremljamo seveda pogosto. Zdaj nekih resnih upadov tečajev v tem kratkem obdobju ni bilo. Imeli smo sicer neko manjšo korekcijo, enodnevna je bila bolj 5%, 5. avgusta. Ne vem, kako ste vi doživljali recimo to korekcijo, ko so se tečajnice praktično po celem svetu popravljale oziroma navzdol so šle, no? Ne, ni res, takrat niso šle povsod dol, ne? Vzhod ni šel dol, pa tudi Slovenija takrat ni šla dol, ne? Je šla sicer v Evropa, Amerika šla zelo močno, ne? Ampak nam ni zanihalo s takim procentom vse skupaj. Je pa res, da kakšne delnice smo mi tudi, kratkoročno šli dol, ne vem, 40, 50, 60%, pa se pol delnica pobrala, ali pa nekatere smo pa tudi prodali, ker smo pač ocenili, da lahko ne bo šla gor. Tako da mi smo imeli seveda tudi napačne odločitve. Imamo pa tudi delnico, ki je recimo v enem letu in pol naredila 300%, ne? Tako da je treba imeti malo srečno roko. Posod je treba imeti malo sreče. Se veste, kako pravijo, da na Titaniku so bili vsi zdravi, ne? Ja, ta je malo brutalna. Dajte mi samo še to povedati, recimo, ko gledava zdaj ta portfelj vaš, koliko procentov imate Slovenije pa Kitajske recimo noter? Slovenije imamo, mislim, da enih 8%. Kitajske, ne, zdaj imamo Slovenije celo malo več. Kitajske imamo pa enih 15%. Amerika je največ zastopana, pa si predstavljam v portfelju. Ja, ampak si je zelo uravnovešena z Evropo, bom rekel, no, tako. Ali pa s tretjim svetom, no, tako, ker imamo tudi avstralske, imamo hongkonške, imamo različne tudi. Kako vam uspe spremljati
85 delnic. Ja, tako da je lepo zvečer na mestu gledati televizijo, malo pogledaš, kako je stanje. Jaz sem imela enkrat v portfelju na neki točki 50 delnic, pa moram priznati, da je bil kar izziv. Sem mogla potem iti v krčenje, ker je bilo preveč. Ja, preveč spite, ne? Vam zmanjkuje časa. Jaz mislim, da sem pa jaz ena v kategoriji, ki malo manj spi. No. Jaz se vsak dan zbudim ob 4 zjutraj in spim mogoče 6 ur na dan. Tako da mislim, da imamo to nekaj skupnega. Mislim, da tudi vi ne spite prav preveč. Ne, tudi začenjam ob 4, ampak ob 2 sem pa tudi doskrat na melih. No, evo. Saša, to me zanima, glede na to, da je zelo pestro tudi geopolitično dogajanje, kako vi recimo upoštevate to geopolitiko pri recimo teh vaših naložbenih odločitvah? Ja, malo seveda spremljam stanje, kakšno je, recimo, kaj sem. Jaz sem pred časom bil zelo skeptičen, ker sem tudi dost potoval v tiste konce, jaz zaradi kitajskih podjetij sem bil do COVID-a 2 leti in pol, vsak mesec en teden na Kitajskem, poznam tudi Tajvan in tako naprej in sem bil, bom rekel, zelo skeptičen do naložb v tajvanska podjetja, zlasti čipov in tako naprej, ker sem se en čas zelo bal, da bo prišlo do kakšne Ukrajine tudi tam dol. Tako da, ja, spremljam politično situacijo, spremljam tudi druge indikatorje, tako da, če se le da, sem previden. No. Kakšen krat sem mogoče celo preveč previden. A vas lahko še to vprašam, glede na to, da vseeno je treba imeti neko znanje, ko investiraš v delnice, na katere kazalnike recimo ste najbolj pozorni in kaj vam je najbolj pomembno, ko se odločate za naložbo v delnice? Zdaj bom rekel eno bogokletno, ampak naj mi gledalci ne zamerijo, odločam se zelo intuitivno. Ker če bi se odločil glede na finančne kazalnike uspešnosti ali pa EBITDA-jev in tako naprej določenih podjetij, ne bi nikdar njihovih delnic kupil, ker bi pač se mi zdelo nelogično, da delnica dobro stoji ali pa dela, ampak je to. Delnica ni povezana z uspešnostjo družbe, največkrat. Koliko vam je pa pomembno, da je na čelu tega podjetja oseba z vizijo? Mislim, da je to manj pomembno, kot pa, da je na čelu podjetja oseba, ki zna komunicirati na način, da je vrednost podjetja tista, ki dviguje delnico. Ne bom rekel, na koga namigujem. Ja, je kar nekaj kandidatov, ne? A skočiva zdaj mogoče na ta posojila podjetjem? To se mi zdi zelo zanimivo, da ste danes v vlogi kot nek bankir ste danes malo talate denar ljudem, ki potrebujejo. Kdo pri vas najema posojilo in po kakšni obrestni meri? Ja, se veste, obrestna mera je obratno oziroma je sorazmerna s tveganjem, tako bom rekel, manjša kot so zavarovanja, večje kot je tveganje, višja je tudi obrestna mera. Mi v glavnem rešujemo družbe, podjetja, ki potrebujejo denar, premostitveni denar, vendar ali nimajo dovolj kritja, da bi pri bankah dobile denar, ali potrebujejo denar hitreje in bi čas, preden bančni mlini odobrijo podjetje, bil za njih predolgo, ali so, bom rekel, v industrijah, ki se jim banke izogibajo. Obrambna industrija že ena taka, v Sloveniji praktično ne morete dobiti kredita, če poslujete z obrambno industrijo. Je pa tudi res, da lahko mi bistveno hitreje naredimo skrbni pregled, da vidimo, kaj to pomeni, oziroma v našem imenu pač družba, ki sem jo prej omenil, to počne. Seveda je pa bistveno lažje kot pri banki se dogovoriti tudi za jamstvo, ki ni materialno, torej da ni hipoteka, ampak je mogoče kakšna intelektualna lastnina, lahko je tudi
pogodba, za katero vemo, da bo realizirana, ne? Ker, veste, posebno v obrambni industriji nobeden ne plača in ne da avansa naprej. Tudi pri poslovanju z državo ne? Ampak če imate vi podpisano pogodbo z državo, obstaja zelo velika verjetnost, da bo ta pogodba plačana, če bo realizirana. Ne? Torej je lahko tudi taka pogodba jamstvo, ki je za banko največkrat nesprejemljiva in tako naprej. Tako da, ja, delamo malo drugače in s tem pomagamo lahko marsikomu. No. Obrestne mere so pa seveda krepko višje od bančnih, ker banka pač ne tvega nič, ne? Ali pa zelo malo. Ja, res je, ja. Zdaj, ko ste omenjali, da pač posojate tistim, ki pač težko dobijo pri bankah posojilo, omenjali ste tudi te umazane panoge, ker zdaj zadnje čase bankam zelo pomembno, da so podjetja trajnostna. Celo slišala sem, da nekatere banke ne dajo posojilo, če pač dobijo informacije, da kupuješ recimo Bentleyja. Koliko je pomemben ta ESG komponenta pri vas? A to igra kakšno vlogo? Lejte, danes bi zelo težko postavil mejo med tem, kaj je dejansko trajnost in trajno in kaj ni. Ne? Že pri električni mobilnosti se krešejo posli, krešejo mnenja, ali je to res trajno ali ne, ali je proizvodnja litija umazana ali ni, in lahko govorimo pol o tem, o čistem pogonu, ne? Ali je jedrska energija čista ali je zelena ali ne. To je stvar percepcije. Mi se tudi tukaj bolj intuitivno odločamo in tudi po pogovoru oziroma ta naša agencija po pogovoru z lastniki in pregledu pač dokumentov oceni, ali je tveganje preveliko, in potem se za to ne odločimo. Zelo malo takih, primerov imamo. Drugače pa seveda glede na tveganje se potem odloči tudi s kakšno obrestno mero se gre. A ste imeli kakšno slabo terjatev oziroma slabo posojilo? Do zdaj ne, mislim, da smo že 200 primerov imeli v 2 letih in nismo imeli niti enega slabega primera. So bili primeri, ker ta posojanja so v bistvu zelo kratkoročna, par mesecev recimo, ne. Lahko so kakšna tudi daljša, kakšenkrat pride do prošnje, če lahko se podaljša še za kakšen mesec, to smo odobrili, vendar smo vedno dobili nazaj. Aha, super. Okay, a skočiva zdaj še na nepremičnine, najbolj priljubljena naložba Slovencev, investiranje v cego po domač povedan, ampak vi imate pa vseeno malo drugačne ambicije. Na začetku sva omenjala Galaksijo, 1000 stanovanj po 3000 evrov na kvadratni meter, potem imamo Odisejo, potem imamo tudi tabor v Mariboru, trgovski center v soseski Tabor v Maribor. Kakšna je vaša naložbena strategija, ko govoriva o nepremičninah? Torej, jaz nisem nikoli si mislil, da bom mojo kupnino dal v nepremičnine, vendar zgodila se je v času zelo visoke inflacije in negotovosti, in seveda bi bilo stališča dobrega gospodarja neracionalno, da ne razmišljam tudi o tem. In ker so se takrat pač zvezde poklopile v ravno vrsto pri nekaterih nakupih, namreč dan danes je več ljudi ali pa družb, ki imajo na desetine milijonov na računu, kot jih je bilo takrat. In takrat so se pač prodajale stvari, ki so, ene določene vrednosti, in ni bilo veliko povpraševanja tudi po nakupih tega, kar se je prodajalo. In jaz moram reči, da sem se odločil za nepremičnine, za nekatero od nepremičnin, tudi zaradi tega, ker sem jih lahko kupil po taki ceni, da čeprav bi v naslednjih letih zanihala vrednost nepremičnine, smo še vedno na varni strani. Tukaj sem bil zelo, zelo konzervativen, torej sem kupoval krepko pod tržno ceno, če lahko temu rečem,
in predvsem, da bi del premoženja zavaroval, če bi kaj sem šlo v gospodarstvo kaj narobe, če bi naši mladci v parlamentu res šli v kakšne take čudne zakone in tako naprej, da imam nekaj tudi tam na varnem. Kar se tiče Maribora, to je pač nepremičnina, ki ima reden mesečni donos. Ne ukvarjamo se veliko z njo, ker imamo podnajemnika, ki je kredibilen, dolgoročen in tako naprej. Ukvarja se on tudi sam z podnajemniki. Kar se tiče Žita, se je takrat poklopilo to, da čez cesto se je prodajal tudi Kolosej in smo videli, da bi lahko združili ti dve zgodbi, vsaj tudi kar se tiče parkirišča ali pa tudi vsebin in tako naprej. Nismo se takrat še sploh ukvarjali s tem, kaj bo noter, ampak smo jih kupili, ker so bile pač na trgu po zanimivi ceni kot pač naložbo in zavarovanje premoženja. Zdaj, potem se je zgodilo to, da se je odprl še drugi avtocestni izvoz. Pravi, imamo do krožišča med Kolosejem oziroma Odisejo in Žitom imamo zdaj praktično na razdalji 500 metrov dva avtocestna izvoza, iz avtoceste, po kateri gre 70,000 vozil na leto in boljše pozicije v Ljubljani dejansko ni, ne, kar se tiče te infrastrukture. Je pa tudi treba vedeti, da je Žito v bistvu največja nepozidana nepremičnina v Ljubljani, ki ima pač gradbene možnosti, ne. To je 9,5 hektarjev, to je 20% BTC-ja, ne. In do take nepremičnine enostavno nisem mogel biti ravnodušen in sem jo pač kupil in Kolosej smo kupili na licitaciji oziroma na dražbi in zdaj pač dajemo počasi vsebine tem nepremičninam. Zdaj, kaj ste povedal, na začetku ste povedal, da ste v bistvu začeli investirati v nepremičnine v obdobju povišane inflacije. Treba je povedati, da najemnine se usklajujejo z inflacijo, tako da z tega vidika se vam je zdela verjetno smiselna ta investicija, ne? Ja, seveda, tako da, če imate tako pogodbo, seveda, oziroma če imate take pogodbe, ampak danes je itak to standard. Ne, je kar standard, ja. Zdaj, včeraj sem gledala, ko ste povedal, da boste začeli z gradnjo Galaksije, se pravi teh 1000 stanovanj, čez 5 let, oziroma takrat vse skupaj se je malo zamaknil, ne? Potem bo potrebno verjetno še gradbeno dovoljenje dobiti, se pravi, se ta časovnica zamika za obdobje recimo 7 let v prihodnost. No, prvo ne govorimo samo o stanovanjih, to govorimo o mestu Malem. Poleg stanovanj imamo mi še 40,000 kvadratnih metrov poslovnih površin, veste, pa rekreacijskih površin in tako naprej. Tako da v tem, bom rekel, 15-minutnem mestu bo vse noter, ne. Za tiste, ki bo tam stanovali od, ne vem, verskega kotička, religioznega do rekreacije, do službe eventualno, do stanovanja in tako naprej, ne. Zakaj se zadeve zamikajo? Mi bi praktično, če bi hoteli sam stanovanje graditi, bi ga lahko tudi, neki stolpnic bi lahko tam naredili, ampak to ni to, kar bi si je želel. Namreč samo območje je zelo veliko, 9,5 hektarjev, 95,000 kvadratnih metrov in zaradi tega je razdeljeno na 3 različne namembnosti. En del tja proti City Parku je bolj za te industrijske dejavnosti in trgovinske, na sredini je za stanovanja oziroma bivalni del, desno, tisti zeleni del, je pač zeleni del, ki je še tudi nekaj celo v tem območju vodovarstvenega, ampak tam bi bil celo po OPN-ju obstoječem predviden ta park and drive. In če hočemo mi narediti tole zgodbo, enostavno jo ne moremo zapeljati tako, kot je namembnost sedaj. Ampak smo zaprosili občino, če nam vse te 3 namembnosti združi, za kar je potreben seveda nov prostorski načrt,
ki vključuje tudi seveda novo prometno infrastrukturo, ker je zdaj pač neprimerna in tako naprej. In to so pač postopki, ki pri nas trajajo. Jaz mislim, da pred 2-3 letoma se OPN-ja ne da spremeniti, posebno, če je še kakšen del povezan z vodovarstvenim območjem ali pa z DPN-jem, bog ne da in tako naprej. Ampak ja, prejaslej se upam, bo to zgodilo. Mi tudi nimamo še informacije, ali bo to sploh možno ali ne. Tako da v tem trenutku nič ne obljubljamo, zbiramo informacije o potencialnih, bom rekel, interesentih. Če se bo to zgodilo in ko se bo to zgodilo, seveda bomo šli takoj v akcijo, potem za projektiranje, za pridobivanje dovoljenj, soglasi in pa seveda tudi z gradnjo. Tako da jaz mislim, da 5 let je v Sloveniji zelo, posebno v Ljubljani, zelo kratka doba za karkoli narediti, ampak saj imamo čas. V vmesnem času imamo mi 45,000 kvadratnih metrov hal, ki so uporabne, v dobrem stanju, ki jih zdaj namenjamo in kratkoročno oddajamo za različne vsebine, bolj mehke vsebine, ne ravno za industrijske ali pa kamionske in logistične, ampak bolj kakšne take tudi športne, pa ki takega bomo dali noter, tako da bo to območje živelo. Za kar nismo našli vsebine, so bili silosi. In kljub iskanju od, ne vem, hranilnikov energije do stanovanj, predelavo in tako naprej, nismo najdli vsebine, ki bi bila vzdržna in primerna, in zato smo se odločili, da jih porušimo in tam začasno ali uredimo ali parkirišče ali karkoli kaj drugega, ker plačljivo parkirišče. Ja, to v tem trenutku še ne vemo sploh, ali bo parkirišče ali ne, ampak ko se bo ta prostor spraznil, bomo videli, imamo nekaj idej, no, tam tudi nekaj interesa že od potencialnih najemnikov ali pa družb, ki bi tam karkoli delale. Bomo videli to drugo leto, v tem času, ko bo to rušenje končano, bomo videli kam in kako. Tukaj moram reči, kar se tiče Žita, razen tega, da imamo vizijo in dolgoročne plane, kratkoročno se bolj odločimo o tem, kakšna priložnost se nam pokaže, kot pa da bi neki strateško se ukvarjali, kaj bomo dali noter začasno in kaj ne. No, zato me je zanimalo, ker je kar dolga doba, 5-10 let, recimo, da se nič ne dogaja z nepremičnino, ampak zdaj ste vi rekel, da v bistvu boste generirali neke prihodke, ustvarjali nek donos. Mi že zdaj ustvarjamo 10% donos, brez da karkoli razmišljamo. A pa recimo to zemljišče ste kupili z lastnim denarjem ali ste si sposojali pri bankah, kakšno posojilo? Ne, mi nič ne delamo s posojili. Samo dajete posojila. Tako, ja. Ne, sej zaradi tega tudi jaz lahko govorim o sprejemljivi ceni stanovanj. Zakaj? Zaradi tega, ker prvo zemljišče sem kupil po ceni, bom rekel, zemljišča v nekem zgornjem Kašlju, ne vem kje, ne pa v centru Ljubljane praktično, ne, ker je tako veliko. Drugo, gradili bomo fazno svojim denarjem, ne bomo rabili se zadolževati. Ker je kompleks tako velik, bomo imeli tudi dobre pogajalska izhodišča z gradbinci, če ne bomo ustanovili svoje podjetje. Vsekakor bomo to tudi tržili sami, ker danes agencije poberijo do 5% in tako naprej. In vse to skupaj potem zniža osnovno ceno, na način, da tudi če bom v tem trenutku, bom rekel, lahko ponudimo, kalkulacija kaže, da lahko ponudimo za 3,000 evrov kvadratni meter, vsi upam celo trditi, da zaslužimo toliko kot tisti, ki morajo vse to plačati, kar sem naštel, in prodajajo kvadratni meter po 4 €. Ja, zdaj, ko slejle govorite, vse aktivnosti delate sami, se pravi, imate svojo ekipo. Koliko vas pa je v ekipi, da vse to zmorete sami? Dovolj, ampak nas ni veliko. Ja, sem videla na vaši spletni strani, vas je zelo malo. Pa tudi se mi zdi, da... Smo učinkoviti tudi na tem področju. Zdi se mi, da res morate imeti dobro, srečno roko tudi pri izbiri teh ljudi, ki vas obkrožajo, in to morajo biti res zaupanja vredni posamezniki, si predstavljam. Ja, to so vse ljudje, s kateri sem delal več let že v Pipistrelu,
in so prišli z mano sem, jim zaupam, dejansko sem jim zaupal celotno premoženje, pa ne samo premoženje, tudi informacijsko tehnologijo, recimo, ker to, da je danes je tudi to denar, ne. Tako da od informatika naprej imam ekipo, ki je bila z mano v Pipistrelu. Če se še majčkeno vrneva na trg nepremičnin, kako gledate na trg nepremičnin v Ljubljani, recimo, vemo, kakšne so cene gredo res na rekordne ravni, težko si jo privoščimo, takšna stanovanja, mladi recimo si težko privoščijo. Kako gledate, a mislite, da se bo kaj zgodilo potem, ko boste vi ponudili na trgu 1000 stanovanj po v ugodni ceni? Ne, jaz sem premajhen, da bi se to zgodilo. Ljubljana se namreč širi, kar se tiče potrebe po stanovanjih, približno 3% letno, in to generira povpraševanje oziroma generira visoke cene, ker je povpraševanje večje od tistega, kar je v tem trenutku možno na trgu dobiti. Ne govorimo o ekstremnih cenah nepremičnin, kot je Schellenburg in tako naprej, kjer so, bom rekel, kupna moč Ljubljane ali pa Slovenije, mogoče 1 ali pa 2 stanovanji na mesec v tem rangu, ne. Govorimo o tistem rangu stanovanj, ki jih potrebujejo ljudje oddaleč, ki se ne morejo voziti vsak dan v Ljubljano z neke Murske Sobote v službo, ampak potrebuje stanovanje za čez teden in za vikend so doma. Torej mora biti stanovanje grajeno za ta tip ljudi, zato sem jaz tudi prišel s to bogokletno idejo, da imamo pograjevalnico na mesto kuhinje, ne, in so me vsi čudno gledali in na križ pribijali, da kdo bo to, ne, da kuhinja je sveta stvar v Sloveniji in tako naprej, ampak jaz vam povem, od 1200 interesentov, ki jih imamo sedaj tukaj, jih je samo 46 takih, ki so eksplicitno zahtevali kuhinjo v klasičnem stilu. Vsi drugi pravijo, da oni pridejo v ponedeljek, zjutraj si naredijo zajtrk, grejo v službo, nekaj pojejo v službi in zvečer se jim ne ljubi kuhati. In takih stanovanj dejansko ni, da na račun 5-metrskega pulta, ne, imate rajše 3 kvadratne metre več dnevne sobe, ne, za isti denar in tako naprej. Tako da, ja, Ljubljana potrebuje drugačen tip stanovanj. Seveda bi morala pa tudi, bom rekel, ponudba biti večja in zaradi tega grejo cene v nebo. Tam, kjer je ponudba visoka, poglejte po Evropi, cene stanovanj povsod padajo. In jaz sem tudi prepričan, da zdaj, ko se polno stanovanj gradi, se bo tudi to v Ljubljani ustavilo. In zato si jaz upam trditi tudi danes, da čez 5 let bo cena, ki jo danes pravimo, ne vem, ali pa o kateri se pogovarjamo, 3000 evrov kvadratni meter, bo lahko čez 5 let celo nižja, če bo v vmesnem obdobju se pojavilo dovolj stanovanj. Če se jih pa ne bo šla pa cena gor, to je dejstvo. Ampak vi za tak denar, kot v Sloveniji, dobite stanovanje zelo dobro na Dunaju, ga dobite v Münchnu, ga dobite, da ne govorim, Milan ali pa Barcelona, mogoče, ki je turistična, ne, ampak v Madridu sigurno in tako naprej. Ne. Tako da Ljubljana je unikum, ne, in zaradi tega se lahko tudi, bom rekel, nepremičninarji igrajo in grejo cene v nebo. Ne. A pa ste dobili kakšen klic od kakšnega investitorja, nepremičninarja, potem, ko ste pač obelodanili, da boste ponudili stanovanje po 3000 evrov na kvadratni meter? Ne, ker me itak nobeden resno ne jemlje, ko pravi, da nimam veze o nepremičnini. Tako je. Okay. Veste, v Ljubljani je zelo velik klan, kar se tiče nepremičnin. Ja, sej, zato sprašujem. Nisem del tega klana in se ne ukvarja z mano. No, evo, me prav zanima potem, ko boste res ponudili, kakšna bo potem reakcija. Nič, ko sem premajhen, se vam pravim, da bi moral ponuditi toliko stanovanj, kot jih zdaj izida minister Miljavec, teh 10 000 stanovanj, pol jane. Zdaj sicer ne vem, kam jih bo umestil, ne, ampak 40 000, ali koliko je bilo pač rečeno. Ne. Tako da oni lahko zanihajo trg nepremičnin, ne. Jaz pa samo s 1000 stanovanja pa ne morem. Ne. Bomo počakali, da bojo tudi te stanovanja zgradili, ki so jih napovedali. Tako da. Ali lahko skočiva še na ta tretji steber, ki je pa tudi zelo zanimiv. Pojavljate se v bistvu v vlogi
angelskega investitorja, če lahko tako rečem, Bird Buddy, recimo je en tak primer, pametne hišice ptičje, pa na drugi strani imava strateške naložbe, Team Tech Defense, kjer ste pa v bistvu edini lastnik in tudi direktor. Kako gledate zdaj, to predstavlja spet 1/3 celotnega vašega premoženja, mogoče če lahko samo malo piševa to vašo strategijo, kar se tega tiče. Ja, najprej, če začnem na koncu, kar se tiče direktorovanja oziroma direktorstva, jaz sem posod generalni direktor, če se le da, tako, da imam pač neke pristojnosti, drugače imam pa druge direktorje. Ne. Na Team Techu je sicer moški, ampak več ali manj imam po vseh družbah ženske direktorce, ker nekdo mora imeti glavo med oblaki, ampak nekdo v firmi mora imeti tudi noge trdno na tleh. In to so ženske, ne? Ja. Imate bolj to sposobnost, ne? Tako da, ja, je to boljša kombinacija. Drugače pa tako, ne delam prav kakšne hude razlike med večjimi družbami in manjšimi družbami. Mene mora pač dejavnost pritegniti ali pa produkt in pol se tudi tukaj odločam tako zelo čustveno, ali grem zraven ali ne grem zraven. Ko pa grem zraven z dušo in srcem in pomagam pač narediti dobro zgodbo. To ne gre čez noč, to je seveda treba vedeti. Vse te zgodbe, v katerih sem, imajo eno zelo podobno rdečo nit kot Pipistrel. Jaz, ko sem na Pipistrelu začel govoriti o električnih letalih, so me ljudje spraševali po zdravju, ne pa koliko bo dolgi kabli, koliko daleč se bo dalo leteti in tako naprej. In ravno tako je zdaj, ko govorimo o brisavcu za čelade, ne, ali pa ne vem, supu na elektriko, to so vse zelo probojne inovacije, tudi ta hišica, če govorimo, ali pa recimo zdaj tale kontrast za diagnozo, ali ste neobčutljivi na kemoterapijo ali niste. Ne. Tako da vse to so take, rekel, zgodbe, kjer je treba najprej spremeniti, da ne govorim o proizvodnji mesa v laboratoriju. Ne. To je treba najprej pri ljudeh spremeniti dojemanje, da lahko računate, da si boste ustvarili trg. Ne. Mi si tukaj moramo ustvariti tudi trg, ni to samo, da rabimo produkt, ne, ampak je treba spremeniti miselnost ljudi in si trg ustvariti. In to čez noč ne gre. Ne. Pipistrelu je trajalo to malo 30 let, tudi pri kakšnih od teh startupov ne bo šlo čez noč, ampak verjamem pa, da so to dobre zgodbe. Ne. Zdaj, toliko dobrih stvari ste povedal, pa bi najprej mogoče vas vprašala tukaj konkretno za donos, na koliko ciljate, ker ponavadi, ko greste v neke take zgodbe, so želje nekaterih investitorjev kar precej velike. Ja, zaradi tega jih tudi 97% propade. Ja, tisti, ki gre v startup zgodbo in razmišlja o donosu, je to najslabša stvar, kar se lahko zgodi družbi oziroma startupu, da dobi takega investorja. A veste, jaz si pri takih vlaganjih nikdar ne postavljam ciljev. Največji cilj v prvih letih je seveda, da preživiš oziroma da dokažeš, da je ideja dobra, da ima trg in potem, da vidiš, kako jo boš industrializiral in naredil svetovni trg. Ne. Če greste z Excel tabelo v startup, pol je zelo velika verjetnost, da se ne bo končala zgodba dobro. Zdaj ste tudi sami povedal, da 97% teh zgodb pač propade na neki točki. Ja. Ste tudi vi pripravljeni na to, da se vam sfižijo kakšne od teh investicij? Ne, nobena se meni ne bo švizla, zaradi tega, ker ni na prvem mestu denar, ampak je uspeh zgodbe, tako da se mi ne more sfižiti. Jo ni variante. Kaj z tega vidika, če gledava, ne spet govoriva o tem čustvene odločitve, čustvene reakcije. Točno tako. In jaz zaupam ekipi, ekipa zaupa meni in ne more iti kaj narobe. Ne? Če bi pa jaz rekel, okay, niste dosegli zastavljenih ciljev in jutri vas bomo zaprli, to je pa druga stvar, to pa jaz ne grem. Ampak dejansko obstaja tudi ta možnost, da se kaj takega zgodi. Enkrat se spomnim, ko sem se pogovarjala s Andijem Češkom, ne vem, če glih najboljši primer, ampak on je meni rekel, da je pomembno tudi razpršitev napak. Se pravi pač zavedanje, da napake se dogajajo, ampak jih je potrebno tudi malo razpršiti.
Ja, ampak vsi ti startupi oziroma družbe, v katere grem, so prišle do mene tudi zaradi tega, da ne bi bilo se treba učiti na napakah, ampak imam izkušnje, da sem se že jaz v svoji prvi zgodbi učil na dovolj napakah in njim pomagam, da je teh napak čim manj. Ne. In to je lahko win-win kombinacija, da lahko, bom rekel, ne samo z denarjem, ampak z izkušnjami, s trgi, navezavami, lahko pomagam, da je napak čim manj in da bo zgodba uspešna. Še to vas moramo vprašati, preden zaključva. Zakaj, a ste mogoče razmišljali, da bi katero od teh vaših strategij dali v upravljanje ali pa investiranje kakšnemu alternativnemu nepremičninskemu skladu ali skladu zasebnega kapitala? Ne, mi v sklade ne investiramo, nobene, zaradi tega, ker mislimo, da lahko svoje premoženje vsaj enako dobro upravljamo sami, kot pa nekdo drugi. Okay. Pa mogoče še za konec, veliko poslušalcev naših se ukvarja z investiranjem, so v bistvu amaterski investitorji, večina. Imate mogoče kakšen nasvet za naše poslušalce, gledalce? Ja, naj se zanesijo nase in ne na vse tiste, ki so zelo veliki svetovalci in pametnjakoviči in tako naprej, in na koncu bojo gotovili, da imajo mogoče manj znanja in sreče, kot pa bi ga imeli sami. Se pravi, vzeti je treba vse v svoje roke, to je najboljši recept. Se poglobiti v to, ker s svojim denarjem vsak najbolje sam upravlja. A veste, da je to tudi naš moto? Potrebno je narediti domačo nalogo in sprejeti odločitev in stati za svojo odločitvijo. Stati za svojo odločitev in to dolgoročno z vizijo. Glejte, zadnjič sem malo zašalo zares rekel, ampak ni daleč od tega, ne, sem bil vabljen gost neke prireditve. Kitajci imajo 1000-letno vizijo in strategijo, ne. Evropejci imajo približno 100-letno, ne, v Sloveniji imamo 100-minutno, ne, ali pa še to, ne, ker to, že na koncu govora je lahko demanti tistih prvih besed. Če to tako delaš, potem se ne obnašaš gospodarno in potem je zelo velika verjetnost, da ne boš uspel. Ne. Ti si moraš začrtati strategijo, ki je dolgoročna in tudi, ko gre slabo, moraš biti prepričan vanjo, ker nobeden zid ni tako debel, da ga ne bi iz glavo lahko prebil. Če si prepričan vanjo, če verjameš v svoj kolektiv in če kolektiv zaupa tebi. Ljudje smo namreč ogledala, veste, to, kar damo, to dobimo. In če daš kolektivu to, kar pričakuje od tebe, lahko pričakuješ od kolektiva to, kar rabiš od njega. Tako da ekipa je osnova, je ključna za vse to, ampak strategijo mora peljati nekdo, ki je gospodaren in ki zna predvidevati trende. Če ne predvidevate trendov, potem imate težave z dolgoročno strategijo, to je res. A vas lahko še nekaj vprašam, zdaj, kad omenjate vse te strategije, čustveno odločanje, čustveno investiranje, kako vi handlate stres? Zagotovo imate kar precej stresa v življenju. Kako se soočate oziroma kako se spopadate s tem? Tako da sem eden redkih ljudi na svetu, ki je imel to možnost, da mu je bila od začetka služba hobi služba, pa ne samo letalstvo, že fotografija predtem, ne, jaz sem 10 let živel od fotografije in vse, kar delam z užitkom in ko pridem za delovni pult, ali je to telefon ali računalnik, ali je to delavnica ali pa tovarna, v tem uživam. In je, bom rekel, vsak trenutek del tistega, bom rekel, najlepšega, pa čeprav so težki trenutki. Jaz ne spomnim se, da bi za kakšno stvar rekel, da je bila stres zame. Imel sem polno izzivov, ampak nimam, bom rekel, občutka, kaj bi lahko rekel, da je bil stres. Kako pa recimo motivirate svoje zaposlene, da vam sledijo, ker vi ste res zelo aktiven? Ja, jaz sem seveda nažalost oven je zelo ognjeno znamenje, oni imamo vedno preveč izzivov, ne, kot jih lahko naredimo, ne.
pol je še tukaj ta teorija zarote, ki jo verjetno poznate, da sem krvna skupina BRH negativna, ne? Če ne veste, kaj to, pejte pogledati na internet, ne? No in seveda, pol, če imaš dejansko taka vesoljska nagnjenja, pol je težko slediti takemu človeku, ne? Ampak ja, puščam svobodo, puščam odločanje, dovoljujem svojim zaposlenim to, kar se zdaj zakonsko dela v Sloveniji, odklop, in to ne samo po noči, ampak mi začnemo delati zjutraj in ko končamo, se pri nas ne dela nadur. Hočem, da imajo ljudje nekaj od svojega življenja, in če v 8 urah ni narejeno tisto, kar bi moralo biti narejeno, to problem vodje mene, ker ne znam delegirati, ne pa njih. Torej, ti odnosi morajo biti zelo dobro razčiščeni, in potem ni problema niti slediti enemu takemu, kot sem jaz, ampak je to sodelovanje. Sem bil vedno del ekipe, nisem se nikdar počutil kot šefa, vodje in tako naprej, tudi kar se tiče nagrajevanja. Pol firme je imelo vedno višjo plačo od mene in so delali mogoče na drugačen način, ampak to je drugačen način. Veste, polno mojih kolegov ima do zaposlenih napačno dojemanje in rečejo, da delajo slabo. Ne delajo slabo, če delajo drugače, kot bi ti delal. Tega se je treba zavedati. Človeku je treba pustiti, da naredi na njegov način, tudi če naredi napako, ampak se boš ti od tiste napake lahko tudi kaj naučil. Mislim, to je dolga zgodba, kako sem jaz zmotiviral ljudi, da niso od mene šli stran, čeprav nismo imeli podpisane nobenih klauzul v pogodbi o zaposlitvi, nikdar ni nič zmanjkalo, ukradlo, nobeden ni šel z intelektualno lastnino stran in tako naprej. Ampak to je dolga zgodba, kako se motivira zaposlene, da ostanejo pri vas. Ja, če to vas moram vprašati, ker zdaj tudi ena strategija motiviranja zaposlenim z nagrajevanjem v obliki nekih opcij ali pa celo z deležem v podjetju. Ja, jaz sem to že veste kdaj delal. Jaz sem razdelil del premoženja oziroma deleže v podjetju, tudi ko smo nagrade dobivali recimo na nas in tako naprej. Tako da ja, dan danes plača je pomembna, seveda, ker rabimo vsi svojo eksistenco, ampak zlasti mladih ne kupite sam s plačo, ne. Jih kupite z motivacijo, jih kupite s tem, da s ponosom povejo, kaj počnejo, jih kupite s tem, da kupite v navednicah, ne, s tem, da lahko napredujejo, da delajo stvari, ki jih lahko morda kje drugje ne bi mogli, jih privabite tudi s tem, ko pogledajo zgodovino podjetja, in če eno podjetje 30 let nikdar ni imelo izgube, ampak stalno rast, potem seveda tudi pride nekdo iz Združenih držav Amerike, ki je včeraj v Boeingu delal, ker ve, da bo lahko, ne vem, tistih $80,000, ki jih je dal za štipendijo, ker tam ni šolanje brezplačno, tako kot pri nas, ne, da jih bo lahko vrnil. Polno teh tudi drugačnih mehanizmov, da so ljudje motivirani, ostanejo in da namesto, da bi, bom rekel, iskali drugo službo, rajše vprašajo, če delajo prav in da bi pri vas ostali do upokojitve. Ne, zato me je zanimalo, če bi bili kdaj pripravljeni odstopiti delež vašega podjetja, da bi postal solastnik vaš zaposleni, da bi ga želeli tako nagraditi. To vam pravim, jaz sem to stalno počel in tudi zdaj počnem. Ja, moji ključni zaposleni so solastniki podjetja. So solastniki, super. Seveda. Ok, najlepša hvala za res zanimivo debato. Mislim, da nikoli nismo še od vas slišali vaše naložbene strategije, sploh kar se tiče same borze, to je zame nekaj novega. Tako da najlepša hvala res za zelo zanimivo debato. Ja, je pa to, bom rekel, moj koncept, ne.
tudi vse poslušalke in poslušalci ga lahko vzamejo kot eno od variant, ne. Ni to neko pogojevanje, vsiljevanje in tako naprej, ampak čim več različnih mnenj dobijo, lažje se bojo odločili. Ni rečeno, da je moja strategija ali pa način dela, da je povsod pravi, ne. Sigurno tudi jaz delam napake in veliko napak, ne, sem naredil v življenju, ampak ja, čim več informacij različnih ima človek, lažje se odloča. Zdaj vas pa res moram vprašati, koliko vas je pa koštala največja napaka, ki ste jo naredil? Koliko, da bi kupil celo Slovenijo. Tehnično gledano, če gledava, vi ste relativno mlad investitor, kar se tiče same borze, ne? Ja, kar se tiče same borze, ja, ampak ko je pa prišel pred leti, več kot desetletjem k meni kupec iz Anglije, da bi kupil eno letalo in da bi plačal v bitcoinih, sem se začel režati in sem rekel, lej, ti to pejdi kam drugam, jaz ti ga ne bom prodal. In takrat mislim, da si dobil 3 evre za en bitcoin, ali ena celo, bitcoin je bil 1/10 evra ali nekaj takega, letalo je pa stalo, mislim, da nekih 145,000 evrov, tako da če bi jaz zdaj imel 500,000 bitcoinov, kupim celo Slovenijo. Evo, to je pa zamujena priložnost bila, na kaj niste verjel. Dost napak sem naredil. Okay. Ja, odlično. Evo, najlepša hvala za super debato, želim vam prijetno popoldne. Tudi vam. Hvala. Tako, tole je bila zelo zanimiva epizoda z gospodom Ivom Boscarolom, eden najbogatejših Slovencev. Zanimiva naložbena strategija, tako kot je tudi sam na koncu povedal, je njegova in seveda vedno je treba prilagajati naložbe svoje nagnjenosti k tveganju. Ne smemo zanemariti tega, čeprav marsikdo v tem okolju, ko je res vse tako lepo in vidimo lepe rasti na borzi, malce pozabimo na našo nagnjenost k tveganju, tako da vsem naredite malo analize pri sebi, delajte domačo nalogo in preden pač investirate, pač se mi zdi, da je pomembno, da naredimo tudi domačo nalogo in sprejmemo odločitev in zato jim tudi stojimo. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav!